Mednarodni pravni pritisk na Izrael v zadnjih nekaj tednih znova dosega vrelišče. V usklajenem ukrepu je 6 zahodnih vlad: Francija, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija in Norveška, uvedlo obsežne nove sankcije proti mrežam izraelskih naseljencev in voditeljem. In ta teden je Francija posebej prepovedala vstop v državo finančnemu ministru Smotriču. Minister za nacionalno varnost Ben Gvir ima že prepoved vstopa v večino istih držav. Nalogi za aretacijo Mednarodnega kazenskega sodišča za Benjamina Netanjahuja in Joava Galanta so še vedno aktivni. In pred nekaj tedni je Haaretz poročal, da je bilo izdanih še 5 dodatnih tajnih nalogov Mednarodnega kazenskega sodišča proti izraelskim politikom in vojaškim častnikom. Mednarodno kazensko sodišče to zanika, vendar ker sodišče rutinsko izdaja tajne naloge, je prav negotovost bistvo vsega. O tem in še več bomo govorili danes. Sem Elan Almazal Diamant in to je Basic Law. Torej, v svetu, kjer so mednarodna sodišča postala glavno prizorišče, na katerem se izpodbija sama legitimnost Izraela, smo danes veseli, da lahko v oddaji pozdravimo gosta. Zvezni sodnik Roy Altman, avtor najbolje prodajane knjige Israel on Trial: Analyzing Claims Against the State of Israel Through Legal Eyes. Sodnik, dobrodošli v oddaji in hvala, da ste z nami. Najlepša hvala za povabilo in prosim, kličite me Roy. No prav, če vztrajate. Še večje veselje. Kmalu se bomo vrnili k mednarodnim institucijam, ampak želim, da imajo ljudje priložnost resnično razumeti vašo knjigo in kaj ste z njo želeli doseči, ker je to pomembno. Vaša knjiga obravnava 6 glavnih obtožb proti Izraelu. Kolonializem, mednarodna nelegitimnost, preprečevanje nastanka palestinske države, Gaza kot zapor na prostem, apartheid in genocid. Kar precejšen seznam. Namesto, da bi se lotili politične obrambe, ste se tega lotili kot primera in uporabljate pravila dokazovanja. In rada bi, da to še dodatno pojasnite, da bodo ljudje resnično razumeli edinstven pogled na ta vprašanja. Ja, najprej hvala, da ste me povabili. Ko potujem po Združenih državah Amerike in v zadnjih 3 letih sem bil po ZDA že velikokrat, govorim o Izraelu, njegovi starodavni preteklosti in boleči sedanjosti ter upanju na svetlejšo prihodnost. Imel sem na tisoče pogovorov z ljudmi v cerkvah, na fakultetah, pravnih šolah in srednjih šolah po vsej državi. In v teh pogovorih sem spoznal, da se celotna razprava o Izraelu zvede na teh 6 glavnih trditev, v katere žal veliko ljudi verjame glede Izraela. In dobra novica sta 2 stvari. Prvič, vse so popolnoma napačne. Drugič, ni nam treba sodelovati v tipičnem političnem prepiru, da bi prišli do pravega odgovora, ker je vsaka od teh trditev v svojem bistvu pravna trditev. In imamo dobro razvito metodologijo, ki se je skozi stoletja razvijala na Zahodu za ocenjevanje spornih trditev, ki so pravne narave. In zato sem si mislil, zakaj ne bi uporabili iste pravne metodologije, ki jo mimogrede sodniki, odvetniki in porote v tej državi uporabljajo vsak dan v sodnih dvoranah in odvetniških pisarnah po vsej Ameriki. To je preizkušena metodologija, ki temelji na pravičnosti in pravici ter je ustrezno orodje za razumevanje in iskanje resnice. In vemo, da ji zaupamo, kaj ne? Torej, za razliko od političnih prepiranj, ki se dogajajo pri vaši večeri ali na rojstnem dnevu vašega otroka ali kjerkoli, kjer nihče nikogar ne posluša in ni skupne osnove, ker nihče ne igra po enakih pravilih. Vemo, da zaupamo tem pravilom, da jih sprejemamo kot skupno osnovo, na kateri naj bi se bitka, karkoli že je tisti dan, bojevala in dobila. Ker ga uporabljamo tam, kjer je resnica najbolj pomembna, kaj ne? Na sodišču, kjer je na kocki nečije življenje. Zakaj torej ne bi uporabili iste metodologije, istega nabora orodij in jih uporabili na teh 6 obtožbah proti Izraelu ter videli, kaj se zgodi? In zato se knjiga imenuje Izrael na sojenju. Vzamemo vsako od teh 6 obtožb, kot pravite, genocid, to je zgolj pravna obtožba. Ali Izrael krši zakone vojne? Apartheid, to je zgolj pravno vprašanje. Ali Izrael diskriminira svoje manjšinske državljane? Kolonializem, okupacija, to je zgolj pravna obtožba. Ali Izrael jemlje zemljo, ki mu ne pripada in tako naprej. Uporabimo metodologijo na vsako od teh 6 trditev. Vsako poglavje dobi eno trditev. 6 poglavij, 6 trditev. Uporabimo ustrezno metodologijo in podamo razsodbo v eno ali drugo smer. Imela sem privilegij, da sem prebrala vašo knjigo v pripravi na to oddajo.
in lahko rečem, da se teh vprašanj lotevate na način, ki ga prej še nisem videla. Veliko časa v prvem delu knjige namenite vprašanju avtohtonosti in judovski prisotnosti na tem ozemlju, ki sega vsaj 3200 let nazaj, kot to potrjujejo arheološki dokazi. In preostanek knjige ni nič manj temeljit. Mislim, da bi bilo morda zanimivo, če bi nam lahko predstavili uporabo pravne metodologije, če ne na enega od teh večjih zahtevkov, pa vsaj na druga vprašanja, ki jih obravnavate v knjigi. Morda na enem ali dveh primerih. In potem bi se rada vrnila na to, s čimer sem začela. Seveda, predstavil bom primer, ki je precej diskreten in enostaven za obravnavo v tem kontekstu. In sicer tistega, o katerem govori drugo poglavje, to je legitimnost države Izrael. In to vidimo ves čas. Prva stvar, ki jo je treba razumeti, je, da je Izrael v resnici stara država na svetu. Ne starodavni Izrael, ne kraljestvo Judeja. To je zelo stara država. Ampak moderna država Izrael, ustanovljena 14. maja 1948, je bila dejansko 59. država sprejeta v Združene narode. In verjetno veste, da je zdaj 193 držav, kar pomeni, če računate doma, da je Izrael starejši od 67% vseh držav na svetu. Ljudje tega res ne vedo. In res je bila ustvarjena v tem trenutku, v času, zelo podobno kot in ne na nenavaden način vse druge države, ki so nastajale v tem obdobju dekolonizacije na Bližnjem vzhodu, v Afriki in v Aziji, med prvo in drugo svetovno vojno in potem. Zagotovo po drugi svetovni vojni, ko so kolonizatorji zapuščali svoje kolonije in risali meje na zemljevidu. In tako ni prav nič drugače od nastanka recimo Jordanije ali Iraka ali seveda Libanona in Sirije ali Kameruna. In o vseh teh različnih primerih govorim v knjigi. Toda bistvo tukaj je, da je mogoče trditev, da je Izrael nelegitimen, zelo preprosto analizirati. Ker čeprav so naši antropologi in lingvisti identificirali več kot 7000 različnih etničnih skupin, različnih ljudstev po svetu, je resnica ta, da jih več kot 98% nima svojih držav, kajne? Na svetu je le 193 držav. In to niso samo Druzi, Kurdi in Jezidi, ampak tisoče drugih ljudstev, vključno z ameriškimi staroselci, Rohingi in Ujguri itd. In kaj je tisto, kar omogoča, da ljudstvo, za katerega se vsi strinjamo, da je ločena, posebna etnična skupina, pridobi neodvisnost, suverenost, svojo lastno, legitimno nacionalno državo? No, zato imamo pravni preizkus. Tako kot imamo pravne preizkuse za to, kaj je primerna preiskava vašega doma in ali lahko veste, ukrepate proti nekomu, ki je rekel nekaj, kar vam ni všeč itd. In ta pravni preizkus je bil oblikovan na konvenciji v Montevideu v Urugvaju leta 1933. Imenuje se Montevidejska konvencija in ima 4 preproste elemente. In ti 4 elementi so: ali imate določene meje, ali imate določeno prebivalstvo, ali imate sposobnost vzpostavljanja zunanjih odnosov in ali imate eno učinkovito vlado. Dejstvo je, da ima Izrael vse te stvari, ne? Ima določene meje, tudi če se včasih prepira s sosedi o tem, kje točno poteka ta meja. Ima določeno prebivalstvo Izraelcev, tako Arabcev kot Judov. Ima ministrstvo za zunanje zadeve z zelo sposobnim osebjem, ki vsak dan vodi zunanje odnose. In ima osrednjo vlado, ki jo vodi Kneset, ter celotno sodno vejo oblasti, na čelu z vrhovnim sodiščem. Mimogrede, pomembno je vedeti, da ima vse te stvari in izpolnjuje vse elemente tega testa vsako sekundo vsakega dne, odkar je bila ustanovljena 14. maja 1948 v skladu z veljavnim testom v mednarodnem pravu. Izrael je legitimna nacionalna država. In kdorkoli trdi drugače, poskuša igrati po drugačnih pravilih. In eno od stvari, ki jih knjiga postavlja, je, da je osnovno pravno načelo v zahodni družbi nekaj, o čemer vsak dan razmišljamo kot pravniki, sodniki in porotniki v Združenih državah Amerike, to. Nekaj, kar velja za vse druge, mora enako veljati tudi za Jude, kaj ne? Beseda, fraza, pravni test ne morejo veljati na en način za temnopolte, Jude ali staroselce in drugače za vse ostale. Morajo veljati enako za vse. To je tisto, kar mislimo z enakopravnostjo pred zakonom. To je test, ki prevladuje v mednarodnem pravu in Izrael ta test nedvoumno izpolnjuje. Ampak tukaj je stvar.
Več kot 140 držav na svetu, vključno z mnogimi državami, ki trdijo, da je Izrael nelegitimna država, kljub temu, da Izrael izpolnjuje vse 4 Montevideo elemente, je priznalo domnevno državo Palestino, čeprav je povsem nesporno, da domnevna država Palestina ne izpolnjuje in dejansko ne prestane 4 dejavnikov Montevideo testa, ker nima določenih meja. In vredno je omeniti, da v svojih sporočilih za javnost o priznanju palestinske države po leti 2025 nobena izmed evropskih držav, ki je to državo priznala, ni bila pripravljena povedati, kje so njene meje, ker niso želele biti osramočene, če bi naslednji dan Palestinci sami izjavili: ne, to niso naše meje. Naše meje vključujejo Hajfo in Tel Aviv, ter ves Jeruzalem in še kaj drugega. In tako nihče ne ve in nihče ne more povedati, kje so njene meje. Ne izpolnjuje Montevideo testa. Toda tudi, če bi imela določene meje, ni dvoma, da je ne upravlja ena sama učinkovita vlada. Pravzaprav jo upravljajo 3 različne vlade, od katerih si jih večina ljudi ne bi želela videti na oblasti. Gazo približno 60% nadzoruje IDF. Nihče, ki priznava državo Palestino, noče, da bi bil IDF na oblasti. 40% nadzoruje Hamas, za katerega je skoraj vseh 140 držav, ki priznavajo palestinsko državo, izjavilo, da nikoli ne more biti legitimna vlada palestinskega ljudstva. In potem je Zahodni breg, Judeja in Samarija ponovno pod upravo. Del tega območja upravlja Izrael, kar si nobena od teh držav ne želi videti na oblasti. Drugi del pa upravlja palestinska oblast, skorumpirana, neučinkovita in popolnoma nepriljubljena vlada, ki po vseh anketah in raziskavah nima niti podpore palestinskega ljudstva samega. Tako daleč od tega, da bi jih vodila ena učinkovita vlada. Palestince vodijo 3 ločene vlade, od katerih nobena nima legitimne oblasti nad tem prebivalstvom. Ne izpolnjuje Montevideo testa. Tako da ste vi pravzaprav že pripravili naslednje vprašanje in nas na nek način pripeljali nazaj, ker ste to vprašanje odprli že na začetku, s tistim zelo temeljitim odgovorom. Če vam je bilo to všeč, vas spodbujam, da preberete knjigo, ker je v bistvu celotna knjiga napisana na tak način. In če ste odgovor našli dolgočasen, potem verjetno knjige ne bi smeli brati. Knjigo bi morali prebrati, vsekakor bi morali knjigo prebrati, vendar v krajših intervalih. Ampak stvar je v tem, da ste najprej začeli z razlikovanjem med političnimi trditvami in pravnimi trditvami. Pravnimi trditvami, ki jih je mogoče oceniti z uporabo pravnih metodologij. In potem smo končali s tem, da države priznavajo, ne vem koliko v praksi, glede na njihove politike, ampak vsaj po imenu palestinsko državo, ki ne ustreza zahtevam mednarodnega prava, kot jih imajo vsi ostali. Uveljavljajo. Zato sem nekoliko podvomila o tej razliki. In mislim, da se to resnično izraža na ravni mednarodnih institucij. Torej uporabljate domače ameriške pravne standarde za obrambo države, medtem ko te mednarodne institucije uporabljajo druge. Torej, leta 2024 je, na primer, kot vsi vemo, Meddržavno sodišče razsodilo, da je verjetno, da bi lahko trditve Južne Afrike, da Izrael izvaja genocid, spadale v definicijo tega očitka. In kot smo že prej povedali v oddaji, Mednarodno kazensko sodišče v bistvu lovi izraelske voditelje. Zahodni zavezniki pa uvajajo sankcije proti aktualnim ministrom. Zato se sprašujem, ali vsi preprosto napačno uporabljajo zakon, če smo nekoliko prizanesljivi. Ali pa so bile te institucije preprosto prevzete in so pravni argumenti za to nekoliko morda nepomembni. No, to sta 2 ločeni vprašanji. Prvo vprašanje je, ali so prevzeti in ali pošteno uporabljajo zakon. In zagotovo so prevzeti, ter zakona ne uporabljajo pošteno. To očitno velja za ICC. In pravzaprav je ICC danes zjutraj, ko to snemamo, napovedal, da je prekinil po dolgotrajni, zapleteni in precej podrobni, koliko razumem, preiskavi spolnih zlorab in spolno neprimernega vedenja glavnega tožilca, ki je vložil te obtožbe proti Izraelu, Karima Kana, so Karima Kana suspendirali. Izjemen korak in v mnogih pogledih priznanje, da so bili številni poskusi Katarja, gospoda Kana samega iz zaveznikov ICC, da bi prikazali obtožbe, ki so bile izrečene proti njemu zaradi posilstva svojih podrejenih, napačni.
Muslimanske ženske, za katere mislim, da so bile poročene, vsaj ena izmed njih je bila zagotovo poročena, ki jih je on posiljeval in jih silil v molk s sklicevanjem na palestinsko stvar. Spomnite se, bil sem zvezni tožilec, prav. Celotna ideja neodvisnega in poštenega tožilca je, da moraš vedno nastopati odločno, vendar pošteno. In bistvo poštenosti je, da vse politične pomisleke, vso ideološko naklonjenost postaviš na stran. In ko si tožilec, porabiš toliko časa, če svoje delo opravljaš pravilno, da to počneš, kaj ne? Porabiš toliko časa, ko si skušaš reči, ali sem res prepričan samo na podlagi dokazov, da je ta človek to storil, ker če ga obtožim in to postane javno, mu lahko uničim celo življenje, kaj ne? Vsi ga bodo gledali drugače, tudi če bodo obtožbe kasneje umaknjene. Ampak tukaj vemo, mimogrede, iz obtožb muslimanskih žensk, ki so delale za gospoda Kana in ki po vseh podatkih ne marajo Izraela, da jih je on utišal, ko so mu rekle, posiljuješ me, poročena sem. To ni v skladu z muslimanskim islamskim pravom, ni v skladu z domačo zakonodajo. Želim opozoriti ljudi na to, želim, da se to ustavi. Rekel bi, ampak si predstavljaj, kaj bi to naredilo naši stvari, palestinski stvari, protiizraelski stvari. To je skrajen primer politične pristranskosti, ki bi v Združenih državah Amerike seveda povzročil ne le odpustitev tožilca, ampak tudi zavrnitev vseh obtožb, ki jih je ta tožilec vložil, medtem ko je prihajalo do tega neprimernega ravnanja. Ampak verjetno tudi njegovo aretacijo in trajno izključitev iz odvetniške zbornice, trajno prepoved opravljanja pravniškega poklica. Ali se bo to zgodilo z gospodom Kanom, bo pokazal čas. Pomembno pa je, da namesto, da bi prevzel odgovornost ali našel izgovor, sta gospod Kan in zdaj vemo tudi njegovi katarski podporniki poskušala te ženske prikazati kot agentke Mosada in vohunke, kaj ne? Poskušali so raziskati povezavo, ki se nikoli ni izkazala za resnično, med temi ženskami in morda judovstvom. Morda so bila elektronska sporočila, ena izmed njih ima judovsko babico. Verjetno ste zdaj že videli ta elektronska sporočila. O tem je poročal Wall Street Journal. Morda so bile v Izraelu in so se okužile v Izraelu. Vse to se je izkazalo za popolne laži. Še več, laži gospoda Kana, njegovih katarskih podpornikov in njihovih zaveznikov na Mednarodnem kazenskem sodišču. Torej je veliko podrejenosti interesom in seveda neverjetno veliko napačne uporabe prava. Zdaj imamo na Meddržavnem sodišču, če preidem na drugo temo, za trenutek predsednik Meddržavnega sodišča ni le Libanonec. Gre za državo, ki je zdaj dejavna vojna nasprotnica Izraela. In je po njihovih besedah to že od leta 1948, skoraj 80 let. Zdi se, da ni najbolj objektivna oseba za predsednika sodišča, ki odloča o najresnejših obtožbah proti državi, s katero je tvoja država v vojni. To je že samo po sebi problem. Tudi že dolgo preden je postal sodnik na tem sodišču, ima dolgo zgodovino pristranskosti proti Izraelu, izrekanja stvari, še posebej na internetu, ki se izkažejo za neresnične in so bile ovržene. To je oseba, ki vodi to sodišče. Torej, da, obstaja veliko podrejenosti interesom in veliko napačne uporabe prava. Ampak to nas pripelje nazaj k izhodiščni točki. To ne pomeni, da pravo nima svoje vloge. In zakaj to pravim? To pravim, ker pravi boj tukaj ni s Karimom Khanom. Pravi boj tukaj ni s predsednikom sodišča ICJ. Pravi boj tukaj je za srca. Je za srca in misli ljudi v zahodni civilizaciji. In resnica je, da sem potem, ko sem celo svoje življenje preživel kot Američan, še posebej zadnja 3 leta, potoval po tej veliki državi. Od cerkve do cerkve, od šole do šole, sem imel na tisoče pogovorov o tem, kaj Amerika pomeni, kakšen je njen odnos z Izraelom in kakšen bi moral biti. Da je večina Američanov dobrih, poštenih, iskrenih ljudi z odprtimi mislimi in odprtimi srci. Če bi šli in se poglobili vse do njihovega jedra, kaj bi našli? Radi upoštevajo pravila in spoštujejo ljudi, ki upoštevajo pravila. Razumejo, da ne more vsak vedno upoštevati vseh pravil. Nihče ni popoln. Če ste verna oseba, veste, da nam je Bog povedal, da smo nepopolni. Če ste samo človek, ki živi na svetu, veste, da so ljudje nepopolni in da bo vsaka skupina ljudi, vključno z državami, še posebej pa države, nepopolna. Če pa jim lahko pokažemo, da so na eni strani tega spora ljudje, ki čeprav nepopolno, po svojih najboljših močeh poskušajo slediti in spoštovati zakon,
In na drugi strani imate džihadistično vojsko, katere celoten cilj ni le, da ne sledi zakonu, ampak da uniči sestavne dele zakona. Tako da svet, v katerem so red, zakon in pravila temelj, ne obstaja več tako, kot ga danes razumemo. Če to večini Američanov pokažete na zdravorazumski in logičen način, brez čustev, brez politike, brez vpitja, bo večina Američanov sčasoma to razumela in se s tem strinjala. No, to odpira še eno vprašanje. In jaz kot ponosna Američanka se strinjam z vašo oceno in popolnoma podpiram idejo, da je večina oziroma velika večina Američanov takšnih, kot jih opisujete. Ampak rekla bi, da morda v današnjem času, v katerem narašča antisemitizem, napadi, tudi verbalni napadi in seveda diskriminacija. Mislim, da se ljudje sprašujejo, ali živijo v nekakšnem postfaktičnem svetu. In to je nekaj, kar zagotovo še dodatno poudarja krog podcasterjev, ki daje glas nekaterim od tistih obrekovanj, ki jih razkrivate v svoji knjigi. In hkrati postaja vse bolj priljubljen. Kako vidite to razpoloženje in ali knjiga sploh lahko nagovori ljudi v takšnem postfaktičnem okolju? Še posebej v tem, kar bi vi opisali kot postfaktično okolje. Ne vem, če bi ga sam tako opisal. Rekel bi, dobrodošli v oddaji. Vedno bolj. Rekel bi, da imajo ljudje vedno večje težave, ne po svoji krivdi. Ljudje imajo iz več razlogov vedno večje težave ločiti dejstva od fikcije. Eden od razlogov je, da največja in najmočnejša podjetja, kar jih je svet kdaj poznal, zaposlujejo na tisoče in tisoče najbistrejših znanstvenih umov, kar jih je svet kdaj poznal. In na to usmerijo to izjemno intelektualno moč v en sam cilj, in sicer manipulacijo z mislimi potrošniške javnosti. Z algoritmi, ki jih razjezijo, jih zaprejo v odmevne komore in jih psihološko držijo v začaranem krogu ves dan, vsak dan. V tem kontekstu mislim, da lahko ljudem postane zelo težko ločiti dejstva od fikcije in mislim, da je to velik problem. Toda prav v situacijah, kot je naša, v časih, kot so naši, kjer je resnično prihodnja blaginja zahodne civilizacije in celotnega reda, ki temelji na pravilih, vključno z njenim svetlim zgledom. Amerika visi na nitki, na nevarnem robu, kjer je na nas, da ukrepamo. Ljudje, ki jim je mar, ljudje poznajo resnico, ljudje, ki razumejo neskladje med tem, kar se poroča in tem, kar se dejansko dogaja na terenu. Da gremo v svet in ljudem znova razložimo na podlagi razuma, logike in zdrave pameti, kaj se v resnici dogaja. To je del tega, kar sem poskušal narediti s to knjigo. To je del tega, kar sem poskušal narediti, ko sem pripeljal sodnike, ki so nepristranski. Ljudje, ki so svoje celotno življenje posvetili zbiranju dokazov, dokaznim bremenom, logiki in zdravi pameti v službi svoje države. Pripeljal sem jih v Izrael, da bi se sami prepričali, kaj se v resnici dogaja v Gazi, Siriji in Libanonu. In ko so se vrnili v svoje skupnosti, v Arkansasu, Nebraski, Idahu in Koloradu, so v srednjih šolah, cerkvah in skupnostnih centrih pripovedovali svojim ljudem o tem, kar so videli. Veste, to me spominja na to, kar se je zgodilo v znanstveni revoluciji, kaj ne? Ljudje so rekli, zdaj bo vsa ta znanost naredila ljudi brez vere. Za religijo v družbi ne bo več prostora. In seveda smo na to videli razcvet verskega prepričanja. Prav zato, ker je znanost vstopila v svet na tako šokanten in takrat nenaden način, je bilo za ljudi še pomembneje, da so globlje razumeli svojo duhovno povezanost z vesoljem in svojim stvarnikom. Tako je tudi tukaj, ko je zunaj toliko dezinformacij, ko TikTok, kot kaže, ustvarja 50% vsebine, ki jo prejmete na TikToku z umetno inteligenco, ko je to realnost. In ko ljudje niso sposobni ločiti resnice od laži, postane še toliko pomembneje, da ljudje dobre volje stopijo v javnost in povedo resnico. In to je nekaj, kar je dolžnost vsakega izmed nas. Nikoli se ne moremo vrniti v tisti zaspan, udoben spanec 6. oktobra. Omenili ste potovanja sodnikov, o katerih sem upala, da jih bova obravnavali v oddaji, ker so res nekaj posebnega. Bila so impresivna ne le za same sodnike in upam tudi za skupnosti, kot ste opisali,
ampak zagotovo so bila tudi v Izraelu zelo lepo sprejeta. Povsod, kamor pridemo, dobimo datlje, orehe in kavo. No, potem pa očitno skrivajo najboljše stvari. Naslednje. Naslednjič prosi za več. Ampak. Ne vem, videla sem poročanje o tem in poznam veliko ljudi, ki so govorili ali na nek način sodelovali s potovanjem in bili so res navdušeni nad kakovostjo ljudi, ki so prihajali, nad vprašanji in podobno. Morda bi lahko o tem povedala še minuto ali dve. In potem bi rada vprašala še o tem, veste, ker je Izrael postal nekakšna politična tarča, kar se žal dogaja povsod okoli nas. Kako sodnik to obvladuje? Ali obstajajo, na primer, posledice za ugled zveznega sodnika? Napisala sem odlično knjigo, ki se loteva trditev v središču, veste, najbolj obremenjujočih obtožb proti Izraelu in judovskemu narodu. Torej, odgovoril bom na prvo vprašanje. Mislim, da bom odgovarjal po vrsti. Potovanja sodnikov so neverjetna. Veste, vsako leto marca pripeljem 20 ali 25 zveznih sodnikov. Septembra ali oktobra pa bomo peljali približno 20 sodnikov vrhovnih sodišč posameznih zveznih držav. Za vaše poslušalce, ki ne poznajo razlike, za razliko od Izraela, kjer je ena jurisdikcija, imamo v Ameriki zvezne države. 50 držav in najvišje sodišče v vsaki državi je vrhovno sodišče te države. Imamo pa tudi zvezni sistem, popolnoma ločen pravni sistem, ki ima več ravni sodnikov. Na vrhu je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike. Tako imamo zvezne sodnike in sodnike vrhovnih sodišč posameznih držav. Mimogrede, pri tem ni nič nenavadnega. Obstaja nekaj res pomembnega glede tega, kar je implicitno v ameriški pravni tradiciji. In mimogrede, tudi v judovski pravni tradiciji gre za ponižnost glede tega, kar veš in česa ne veš. In kljub temu, da mislim, da je ameriško sodstvo krona svetovnih demokratičnih sodstev, menim, da se imamo še veliko za naučiti. In mislim, da je v prvem amandmaju in v sistemu običajnega prava, ki ga uporabljamo, implicitno razumevanje, da ne veš vsega. In da je naša dolžnost kot ljudi, ki iščemo resnico, da potujemo po svetu in se učimo od ljudi, ki morda stvari počnejo nekoliko drugače kot mi, saj se je vedno mogoče še kaj naučiti. In nikoli nisem bil in mislim, da sodstvo nikoli ni bilo kraj, kjer bi mislili, da vemo vse in da se nimamo več česa naučiti. Zato sodniki redno potujejo v države po vsem svetu. Prav tako pa sodniki iz vsega sveta prihajajo v Ameriko zaradi primerjalne pravne analize in razprav. In potovanje v Izrael, kot je bilo sprva zamišljeno, je bilo prav to. In potovanje je izjemno pravno usmerjeno. Srečamo se z Vrhovnim sodiščem Izraela in srečamo se z vodji gibanja za pravosodno reformo. Tako dobimo obe strani programa pravosodne reforme. Srečamo se s častniki MAG, ki dejansko vodijo vojno iz Kirije in so nameščeni s poveljniki na terenu, ter zagotavljajo, da vsak napad v Gazi izpolnjuje mednarodne pravne zahteve. Gremo na sever in vidimo, kako Izrael ravna s svojimi manjšinskimi državljani, vključno ne le z arabskimi, muslimanskimi in krščanskimi manjšinami, ampak tudi z druzi, bahaji in drugimi manjšinskimi skupnostmi. In seveda obiščemo nekaj starodavnih krajev, vključno s krščanskimi kraji, ki nam pokažejo, da Izrael ni ukradel ali vzel tuje zemlje, saj je to judovska zemlja že tisoče let. To so vsa pomembna pravna vprašanja, za katera menim, da so sodniki edinstveno usposobljeni, da jih razumejo, analizirajo in na to odgovorijo nanje. In kot sem že omenil, ne bom govoril v imenu vseh, vendar mislim, da sem govoril z vsemi. In ko se vrnejo, so popolnoma spremenjeni zaradi tega, kar so videli. In ta razlika, to neskladje med tem, kar vidimo tam, kaj se v resnici dogaja in tem, o čemer poročajo domače novice, je tako velika, da kot oseba, ki je svoje celotno življenje posvetila iskanju resnice, zbiranju dokazov in seveda prizadevanju za pravičnost. To od tebe zahteva, da spregovoriš, da poveš resnico. In to je res tisto, kar smo videli. In zato me te sodniki navdihujejo. So eni mojih najbližjih prijateljev na svetu. Po 7. oktobru, ko sem se počutil obupno osamljenega, so mi pokazali, da nisem sam in da nikoli več ne bom sam. In so moji pravi junaki zadnji med njimi. In mimogrede, obe politični stranki, belci, temnopolti in vsi vmes, res neverjetna skupina pravih, predanih javnih uslužbencev. Kar se tiče vašega zadnjega vprašanja, moram reči, da sploh ne govorim o politiki. Veste, rekli ste, da je to vprašanje postalo politično in morda je to res, ampak to velja tudi za splav.
To velja za sodno filozofijo. To velja za istospolne poroke, pravice do orožja, izbiro šole in za veliko drugih stvari, o katerih sodniki vsak dan rutinsko govorijo, ne samo v svojih mnenjih, ampak tudi v svojih predavanjih, javnih nastopih in pisanju. Ni nič narobe, če govorimo o vprašanjih, ki so pravne narave. Tudi če se kasneje izkaže, da politiki ta pravna vprašanja spremenijo v predmet političnega preigravanja ali politično vprašanje v času volitev. Pravzaprav bi bilo precej nenavadno trditi, da sodnik ne sme komentirati pravnih posledic nekega vprašanja vnaprej, samo zato, ker ga politik kasneje spremeni v politično vprašanje. Z drugimi besedami, preden in ločeno ter neodvisno od tega, da postane politično vprašanje, sodniki ves čas pišejo knjige o pravnih in zgodovinskih zadevah. Sodnik Gorsuch je pravkar napisal odlično knjigo o ustanovni generaciji. Sodnik Breyer je napisal knjigo o upravni državi. V vseh teh primerih so implicitno prisotna vprašanja, ki na koncu postanejo nekoliko politična, kaj ne? Kaj je ustanovna generacija mislila? Ali je bila ustanovna generacija rasistična? Ali je bil cilj revolucije ohraniti in zaščititi razredno gospodarstvo? Ali razredno prevlado? Ali suženjstvo, kot so nekateri nedavno trdili? Sodnik Gorsuch namiguje, da ni bilo tako in verjamem, da je imel prav. Toda v vsakem primeru, samo zato, ker je ta stvar, to vprašanje, postalo politično, še ne pomeni, da je bilo neprimerno, da je o tem pisal. In seveda, jaz ne govorim o stvareh, ki so politične. Nikoli ne bi rekel, veste, ta politik je dober, ta politik je slab. Podpiram ta zakon ali nasprotujem temu predlogu zakona. Takih stvari ne počnem. In zagotovo nikoli ne bi govoril o eni ali drugi stranki ali jih podpiral. Mislim, da bi bile take stvari neprimerne. Ampak seveda, kot veste, in mislim, da ste zato tudi odgovorili na vprašanje, knjiga nima nobene zveze s temi stvarmi. Veste, ljudje mi pravijo, da jim moja knjiga ne bo všeč, ker sovražijo Bibija. Ali da jim knjiga ne bo všeč, ker ne marajo Trumpa. Ali karkoli že, veste. In vedno rečem, super. Knjiga ne omenja nobenega od njiju. Nima nobene zveze z njima. Knjiga je knjiga o zgodovini in knjiga o pravu. In sodniki so od nekdaj pisali o zgodovini in pravu, ter upam, da bodo to počeli tudi v prihodnje. Zato bi rada vprašala vprašanje o nekaterih vaših zaključkih v knjigi. Knjiga se res zaključi z grozljivim pogledom na porast antisemitizma po 7. oktobru. In navajate podatke, o katerih smo že govorili v oddaji, sporočili FBI, ki kažejo, da so Judje tarča ogromnega števila versko motiviranih zločinov iz sovraštva, več kot katerakoli druga manjšinska skupina. Ne, več kot vse druge religije skupaj. To je zelo, zelo pomembna točka. V redu. In potem greš skozi seznam primerov, naj bo to odpoved koncerta Matisjahuja ali nažalost grozljivo posilstvo francoske najstnice, ker je bila Judinja. In citiraš tudi Ayan Hirsi Ali, ki je opozorila, da je cilj prikazati Izrael kot zlo in vsakega Juda, ki ga podpira, kot sokrivega, ter jih prisiliti, kot praviš, da izbirajo, kot je rekla ona, med dostojanstvom in varnostjo. Zato vas sprašujem kot pravno strokovnjakinjo, nekdanjo tožilko in zdaj sodnico, kje zakon dejansko pomaga v boju proti temu, ne glede na to, ali gre za ponovno verbalni napad, nasilni napad, diskriminacijo ali druge težave. In kje je meja zakona? Kje je preprosto nezadosten? V redu, kjer morajo ljudje razmišljati o alternativnih poteh, da bi poskušali ublažiti te težave. Ja, najprej moram povedati, da knjige nisem napisal kot sodnik. Knjigo sem napisal kot Američan, ki mu je zelo mar za resnico in za prihodnjo blaginjo zahodne civilizacije, ki jo vidim kot tesno prepleteno s prihodnjo blaginjo Izraela, ki je v ospredju našega boja z barbarstvom in nihilizmom. Da pa neposredno odgovorim na vaše vprašanje, veste, enostavno je razmišljati, na primer, o fakultetah. Veste, ljudje radi rečejo, no, to je sovražni govor in zato tega ne bi smeti reči. Prav, in nočem se poglabljati v noben konkreten primer, ker bodo takšni primeri prišli pred mene. Ampak veste, kar pravi zakon, je precej preprosto. Da bi morali biti sposobni prenesti izjave, ki so vam globoko žaljive, s katerimi se čustveno ne strinjate.
to je bistvo prvega amandmaja. To je bistvo življenja v svobodni, pluralistični in odprti družbi. To je implicitno in eksplicitno v odločitvi o nacističnem pohodu v Skokijo v Illinoisu, kjer so nacistom dovolili marširati. Prav soseski z največjo koncentracijo preživelih holokausta. Prav zato, da bi pokazali, da bodo tudi najbolj gnusna stališča dobila prostor v javnosti. Ker verjamemo, kot je rekel en sodnik, da je sončna svetloba najboljše razkužila. In vedno smo v to verjeli, prav? Ampak obstaja meja. Torej, kje je ta meja? Ne smeš spodbujati nekoga k neposrednemu nasilnemu dejanju. Ne smeš reči, pojdi in ubij Ilano zdaj, ker je judinja in si zasluži umreti. Ne smeš neposredno groziti nekomu. Ne smeš reči, Roj, ubil te bom in ubil tvoje otroke, prav? To je grožnja, to ni zaščiteno. In seveda tudi dejanja niso zaščitena. Torej, naprimer, med mojim obiskom ameriških univerz sem srečal študente, ki so mi povedali, da so vsak dan prišli domov in našli svastike narisane na njihovih vratih. To ni govor, tudi če je povezano z govorom, ker gre za vdor na tujo lastnino, kaj ne? Otroška študentska soba. In potem bi te študenti šli do RA-ja ali tistega, ki je upravljal nadstropje in rekli, hej, tam je bila narisana svastika. In RA bi rekel, no, zaslužiš si to. Torej, ne moremo ničesar storiti, ker si jud, kaj ne? In to je še ena kršitev, ker poleg tega, da ljudem ni dovoljeno vdirati na tujo lastnino, zakon ne dovoljuje instituciji, kot je univerza, da reče, v redu, tega ne bi dovolili nobeni drugi skupini, ampak bomo to dovolili temnopoltim ali judom, ker smo jih izpostavili moralni in družbeni izločitvi ter preziru. To je nekaj, kar zakon jasno prepoveduje. In potem imamo seveda še zadnjo skupino, naprimer na univerzi Yale, kjer smo videli judovske otroke, ki so vstopali v Chabad, kamor sem tudi sam hodil, ko sem bil tam študent. Po zimi. Drugi študenti so metali zamrznjene plastenke vode, v bistvu ledene bloke, vanje, ko so vstopali v Chabad na univerzi Yale. Videli smo na univerzi Harvard, kako so študenti obkrožili judovskega študenta in ga fizično preprečili, da bi se premaknil bodisi v učilnico ali v svojo študentsko sobo. To smo videli po vsej državi. To je fizični napad, nima nobene zveze z govorom in ni zaščiten zakonom. Torej, to so, mislim, 3 koristne kategorije za razumevanje meja tega, kar prvi amandma ščiti in česa prvi amandma ne ščiti. Ampak najpomembnejša točka, mislim, je druga. In sicer, da univerza ne more reči, to je naše pravilo, ko gre za Jude. In imamo ločeno pravilo, ki velja za vse ostale. In to se včasih zgodi, ko univerze rečejo, veste, recimo, da je konservativec v razredu rekel nekaj o istospolnih porokah ali transspolnih pravicah. Ali celo zgodovina amandmajev o enaki zaščiti v Združenih državah iz 1860 in 70 let. To je bilo na enem od teh kampusov označeno kot nepriljubljeno in družbeno nesprejemljivo. Zato so vložili tožbo proti univerzi. In univerza, če bi bila zasebna, bi včasih poskušala zavrniti tožbo z argumentom, hej, smo zasebna ustanova, ni nam treba upoštevati prvega amandmaja, ki velja samo za državo, kaj ne? No, zdaj, ko Judi vlagajo zahtevke in pravijo, hej, to ste mi rekli na kampusu, to me je ogrožalo, kršilo je moje pravice, bilo je sovražni govor in kršilo je kodeks šole. Te iste univerze vlagajo predloge za zavrnitev in pravijo, da ne moremo kaznovati tega govora, ker spoštujemo prvi amandma. Ne morete imeti obojega, kaj ne? Ne morete spoštovati prvega amandmaja samo, ko se pritožujejo Judi in potem reči, da ga ne spoštujete, ko gre za vse druge. Torej, to je tista vrsta diskriminacije, ki je v središču nekaterih teh zahtevkov. Zdaj, ali je vsak posamezen zahtevek upravičen ali ne, nimam pojma. Ali zakon danes dovolj ščiti manjšine, ki se soočajo s takšnimi izzivi, kot se z njimi soočajo Judi? Mislim, da ja. Bila sem radovedna. No, še enkrat bom priporočila to knjigo drugim. Bila sem res zelo navdušena, ko sem jo prebrala. Upam, da vas bom lahko v prihodnosti ponovno gostila v oddaji, tudi glede drugih tem. In vem, da ste sredi vrtinca promocijske turneje, ki se zdi, da se nikoli ne konča v najboljšem možnem smislu. Zato vas za zdaj ne bom več zadrževala, vendar res cenim, da ste si vzeli čas in prišli v oddajo. Hvala, da ste me povabili.